Ker dogovor med ZDA in Iranom še vedno ni dosežen, so napetosti v Hormuški ožini še vedno visoke. Iranska revolucionarna garda, IRGC, je sporočila, da je čez noč izstrelila rakete na ameriško letalsko bazo v Kuvajtu, za katero trdi, da so iz nje ameriške sile izvedle napade na južni Iran. Po agresivnem vojaškem napadu ZDA danes obzori na območje v bližini mednarodnega letališča Bandar Abbas z uporabo zračnih izstrelkov je bila ameriška baza, iz katere je bil napad izveden, tarča ob 4:50 zjutraj. Odziv Islamske revolucionarne garde je bil resno opozorilo, s katerim so želeli sovražniku jasno pokazati, da njihova agresija ne bo ostala brez odgovora. In da bo, če se bo to ponovilo, odgovor še bolj odločen, odgovornost za posledice pa bo nosil agresor. Ameriški uradnik je povedal, da je ameriška vojska izvedla zračne napade na iransko vojaško lokacijo, ki je predstavljala grožnjo ameriškim silam in plovbi v Hormuški ožini. Toda Iran ne grozi ožini le vojaško, saj se hkrati pogaja z Omanom o skupnem upravljanju te strateške morske poti. Kot odgovor je ameriško finančno ministrstvo napovedalo sankcije proti iranski upravi za Perzijski zaliv in ožino. To je nova agencija v Teheranu, ki pobira pristojbine za plovbo skozi to strateško morsko pot, pri čemer opozarjajo, da je lahko vsak subjekt, ki plača takso ali pristojbino ali sodeluje s to upravo, izpostavljena sankcijam. Toda ameriški predsednik Trump je šel še korak dlje in izrekel nenavadno grožnjo Omanu. To so mednarodne vode. Nihče tega ne bo nadzoroval, mi bomo pazili na to. Ampak nihče tega ne bo nadzoroval. To je del pogajanj, ki jih imamo. Oni bi radi to nadzorovali. Nihče tega ne bo nadzoroval. To so mednarodne vode in Oman se bo obnašal tako kot vsi ostali in morali jih bomo razstreliti. Oni to razumejo, vse bo v redu. Ta grožnja je mnoge presenetila, saj so ZDA ohranjale vezi z zalivskim sultanatom že stoletja, vse od poznega 18. stoletja. Toda Trumpova administracija je bila v zadnjih mesecih vse bolj nezadovoljna zaradi Omančanov. Kljub temu, da je posredoval med Teheranom in Washingtonom v času priprav na vojno, je Muscat med samim konfliktom javno nastopil proti ZDA in obtožil Washington, da je, citiram, izgubil nadzor nad lastno zunanjo politiko. Kar zadeva Oman, se zdi, da še dodatno krepi svoje vezi z Iranom v času regionalnega preoblikovanja. Začetek tega tedna je sultan Omana Hajsam bin Tarik podpisal izvršni dekret, s katerim je Omanu naložil povečanje obsega trgovine in gospodarskih odnosov z Iranom. Prav tako je odredil zamenjavo vodij nekaterih bančnih podružnic, da bi pospešil transakcije z iranskimi trgovci. Po poročanju naj bi Muscat skušal prevzeti nezakonito trgovino z Iranom, ki je bila desetletja izvedena prek ZAE, in postati središče za pranje denarja za Teheran. Že zdaj je središče za podporo Hutijam in operacijam tihotapljenja orožja. Tako se pripravlja teren, da bo Oman postal srednja točka za iranske mreže izogibanja sankcijam v obdobju po vojni. Če ZDA in njene regionalne zaveznice temu ne bodo nasprotovale, bo to nastajajoče zavezništvo Islamski republiki verjetno zagotovilo prepotrebno gospodarsko rešilno vrv.